Da je Jezus res tisto, kar je rekel, da je pač njegovo vstajenje. Prazen grob. Tine Hribar, poznamo ga, tale filozof, naš od Spomenke mož, ki je mene učil na faksu, je rekel v eni knjigi, vstajenje je fabula, to pomeni zgodbica, v tem smislu kot pravljica. Pa ni nič razlagal naprej, zakaj, pa zakaj ne. Je res, žal nimamo takih dokazov, kot bi jih danes hoteli imeti, da bi to dogodek kdo tam pofotkal ali pa posnel. Ampak kot rečeno, pol to ne bi bila več vera, bi vsi vedeli, Je pa tako, da ta naša vera tudi ni treba, da je skregana s pametjo. Ker glejte, obstaja res več teorij, ki govorijo o tem, da je Jezus mogoče ostal živ, pa je pol, ko se je prikazal svojim prijateljčkom, jih prepričal, da je živ in da je pol šel v Indijo in da imajo še danes tam nekje v, ne vem kje, v Katmanduju njegov grob. Ne v Katmanduju, gor nekje v Indiji. Ampak zanimivo, sem zadnjič gledal eno oddajo, so rekli, da dokler ta grob ni bil označen v tistem turističnem vodiku Lonely Planet, da do takrat ni nobeden vedel za njega. Zdaj pa že vsi taksisti vejo, kje je od Jezusa grob. Muslimani, veste, kaj muslimani pravijo za Jezusa? Da je bil pravi Božji prerok, Da je bil pravi Božji prerok in kot takšen ni mogel biti križen. Namesto njega je Bog naredil, da je Juda zgledal tako kot Jezus. In so Juda križali, Jezus se je pa verjetno tam nekaj za enim vogalom skrival, pa smejo, ali kaj, jaz ne vem, kaj si te ljudje predstavljajo. Mislim, gledajte, te teorije, kjerekoli se pojavijo, enostavno ne vzdržijo. Jezus je bil resnično mrtev, potem, ko so ga na križu bičali najprej. A ste gledali Kristusov pasijon? Kak je bil tisti bič? Ledrasti jermeni, na katere je bilo pritrnjeno kamni, pa delčki kosti taki, da so vlekli. V angleščini rečem temu the liquor, ker je lizal kožo dol. Tudi do notranjih organov je prišlo, tudi do reber in tako naprej. Vedno so Rimljani bičali 39-krat. En udarec manj kot 40. Je tudi Pavel razlagal, je dobil 5-krat. Ker so vsi verjeli, da tisti 40. udarec bi človeka že ubil. 39-krat si jih lahko dobil z bičem. To je bil zakon. Se pravi, ko je mogel pol nesti tisti prečni tram križa, ne celega križa, so ga dali gor na križ. To je bilo lahko sem par centi od tav. Vete, to ni nujno, da je kraljevo znanje križ stoji. Ni treba, da je bilo to ne vem kako zelo visoko znanje. Ampak ko si prišel gor, so te prebili in so se ti začeli sklepi raztezati. Dlani, komolci, rame in ti si lezel če dali bolj naprej. Izpah ramen, izpah vseh sklepov je sledil in pol več nisi mogel dihati. Lopatice so, veste, kak tle boli, če te za lopatice kdo zagra pod zadnji. Lopatice so ti onemogočale dihanje in si mogel za vsak oddih se dvigati. Zato, ko so prišli, pa so ona dva razbojnika, so jim kosti polomili, s tem sta pa ona dva umrla od zadušitve. Tako je človek umrl na križu. Se pravi, Janez pa čist preroško napiše, da so ga prebodli od strani in da sta pritekli kri in voda. V obsrčniku okrog srca se je vsa tekočina nabrala in še tista tekočina zadušila srce v bistvu. Ampak to je čisto znamenje, da je Jezus res umrl. In to evangeliji lepo povejo. Dobesedno. Zakaj pa tle meni štrom ne dela? A takole pa dela? Tle pa ni sama.